In res noro videti, to je popoln kontrast med to nehumano hordo brez imena, ki ni nič svetov, po drugi strani pa dela popolnoma plemenite in dobre stvari na nek način. Ta anonimna zadeva, ki nekako bi se dalo potem enači z Wikipedia kot nekim kaotičnim, popolnoma anarhičnim skupkom ljudi, ki nimajo naskupljenja in vseeno delajo nekaj, brez da bi imeli zase kakrškoli profita nekaj. In po drugi strani pa te MySpace, Facebook, ki so tudi izjemni fenomeni, ki imajo vedno več ljudi gor po celem svetu in se pa ljudje samo prodajajo gor in so popolnoma sami zase in vse pomembno, da imajo čim več friendov od spodaj, pa da čim več ljudi klikne na njihov I'm popular, da imajo čim več oceno, pa da imajo čim več ogleda profila in tako naprej. To in v bistvu še kot konec, kar smo že prej začeli nekaj govoriti, moče ta odnos med realnim svetom in virtualnostjo. Ste predlagali, da v bistvu bi mogli gledati popolnoma ločeno. Kar po eni strani se frustrenjam in daje zanimive ideje, po drugi strani kaže vse na to, da dejansko se zadeve mešajo, da neko sploh gre v obe smeri. Ni samo to, da pač nekaj, kar se zgodi v realnem svetu, ima posledice v internetu, ampak vedno bolj je to, da nekaj, kar se zgodi na internetu, ima potem posledice v realnem svetu. In tako tehnologija napreduje, v bistvu internet postane kako neka mreža, ki visi čez dejansko cel fizični svet, pa mogoče je celo pod njim. Recimo, zdaj sem bral pred časom, je bilo ful zanimivo, so naredili na Škotskem en poskus, kjer si lahko hodil po mestu in si z mobitelem slikal en spomenik in si poslal potem po MMS-u tisto tvojo fotko z mobitela na eno stran. In na tisti strani so naredili algoritem, ki je prepoznal stavbo ali pa spomenik ali pa park ali nekaj, ki si ga slikal v tistem mestu in ti je vrnil na mobitel podatke zgodovinske, praktično vodič o tisti zadevi. Ali pa celo mogoče neko sliko, pač ti si slikal na stavbo in ti poslalo nazaj sliko iste stavbe z nekimi dodatnimi nekimi pač nadgrajenimi informacijami. In s tem, ko internet prodira vsak del sveta in vedno več od tega nekega brežičnih povezav z mobitelom, ko se preklopiš laptopom s čimerkoli, se vedno bolj dogaja to in se bo tudi dogajalo, kaže, da v bistvu bo imela vsaka stvar v fizičnem svetu neke svoje virtualne pripete podatke oziroma neko nadgradno, neko argumentirano realnost, pravijo temu, ki se dejansko zadeve spojita. In boš ti, ko si prišel do mize, da fizični trgovini, moč imel čisto neke virtualne podatke, ki bojo nekako floatali okrog nje in boš lahko prek te vse prisotne mreže, da stopil do njih in preveril tako naprej. Tudi boš prišel do avta, avti, ko imajo žitek, ko si računalnik, ko peleš mehaniko, se mora poklopiti z laptopom not in tako naprej. In boš prišel do avta in se ti bo pokvaril, boš imel avtomatsko tako neke digitalne podatke o tem, kaj se sploh zgodilo s tem avtom, kaj mu manjka in tako naprej. In to se dogaja, v bistvu že odkar nastaja v mediju, v bistvu to neka evolucija, ki zdaj kulminira z internetom, ta medijana realnost, posredovanost nekih podatkov o realnosti prek prostora, časa, kakoli. Realno, da bi govorili, kaj bo, imaš pravim to metaforo, kot neke agents mite od Google, ki krožijo po mestih na avtih, namontirane kamere in slikajo in potem neposredno prenašajo na Google Earth slike iz nekaterega parka, nekatere avenije in tako dalje. Dejansko pač ta Google Earth, ker je poznal to. So pač slike satelitske in zdaj so dodali to, da ti dejansko lahko zamiraš na to mesto in potem imaš dejansko 3D pogled tega mesta, neke ulice. Spominjam tisto zgodbo od Borgesa, kjer so poskušali narisati zemljevid, ki je bil naredil ena proti ena. Kaj je bil? Ki je bil naredil ena proti ena, ker je zemljevid bil enako velik od svetega, pa tudi to metafora pol Baudrillard uporabil pri svojih simulakrah in temu, da v bistvu
realnost ne obstaja več kot taka, pa postaja samo še simulacija oziroma virtualna.